Najbolj vas zanima, zakaj se je prišlo do spremembe v bistvu izjave in da sem pač priznala krivdo. Razlog je v bistvu dveh stvari. Prvič glede tega, da bi postopek tekel predolgo, kar bi se zavleklo, povzročalo bi dodatne stroške, čas, energijo mojo, ki je v bistvu rajši usmerjen v poslovanje podjetja naprej. Obtožnica navaja, da sem v bistvu nisem izplačevala dodatkov na zakonit način za nadure, v bistvu nočno delo in praznike. Krivdo prevzemam v celoti kot direktor podjetja, saj sem z njim v dobrem in slabem. Zakaj sem sedaj spremenila izjavo, je predvsem posledica tega, ker je istočasno z kazenskim pregonom potekal tudi inšpekcijski nadzor Finančne uprave Republike Slovenije, ki je na koncu po 2 letih in pol dokazala to, v bistvu, kar sem od začetka trdila, da so delavci dobili izplačila, vendar na nepravilen in nezakonski način. Namreč delavci so dobili izplačila preko potnih nalogov in gotovine, kar je tudi davčna uprava dokazala. Vkolikor potrebujete tudi pisno, lahko pošljete, vam poslala njihovo odločbo, seveda v zadovoljenje Finančne uprave Republike Slovenije. Kar se tiče torej z pravnomočno odločbo FURS-a, sem v bistvu se je dokazalo, da so delavci bili izplačani v bruto zneskih, torej namesto v neto zneskih, kar pomeni, da vkolikor so dobili bruto zneske izplačila za vse te nadure, nočno delo, praznike, seveda vedno po navodilih in v skladu z vodjo proizvodnje, ki je njih tudi vodila. V bistvu pravilno je bilo, da bi jih mogla izplačati po novem zakonu v neto zneskih. To pomeni, da bi mogla jaz plačati posebej še prispevke, davke in razne druge dodatke. Ker so bili izplačani v bruto znesku, bi v bistvu oni niso plačali nič, to pomeni, da sem jaz storila kaznivo dejanje, ker je bilo izplačano na nepravi način. Toliko glede velike afere. Kar se tiče pa delovnih ur in počitkov delavcev, se počutim odgovorna, zato ker sem tudi zaupala svojim ljudem, svojim strokovnim sodelavcem. Namreč kontrolirati 50 ljudi v podjetju je težko 24 ur na dan, zato so bili tudi odgovorni ljudje plačani in temu primerno bi mogli tudi zakonsko se ravnati in pač opozarjati na nepravilnosti mene kot odgovorno direktorico. Opozorila bi pa tokrat glede največjega, kar v bistvu je povzročilo medijsko gonjo in morda tudi škodilo podjetju v prvi fazi, so bile slike, ki ste jih objavljali o izkoriščenih ljudeh iz Azije, o delavcih iz Azije, kar se je danes, če pogledate dobro obtožnico in če ste si jo prebrali, ni niti ene obtožbe na račun nobenega delavca, ki je prišel iz Azije. Tako da v bistvu konstrukti, ki so bili narejeni na podlagi nepreverjenih fotografij, nepreverjenih podatkov, so povzročili več škode kot koristi. Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za nekaj dobro, opravičujem se delavcem, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni, oškodovani in prizadeti. Danes imamo ekipo ljudi, ki jim lahko zaupam 100% in upamo, da se tega nikoli več ne bo dogajalo. Še zmeraj mislim, da so podjetja tista, ki prispevamo v proračun in škoda bi bilo uničiti podjetja. Res pa je, da sama še vedno apeliram na čim lažje, na čim večje možnosti odpiranja tudi slovenskega trga za prihod tretje delovne sile iz tretjih držav, saj kot sami veste, je pomanjkanje delovne sile na slovenskem trgu veliko. To so dnevne razprave, tako da v bistvu še enkrat rečem, sprejemam odgovornost, popolno. Ne bežim pred mojo odgovornostjo, ker če sprejmeš funkcijo, jo moraš sprejeti tudi v slabo. Tako da glede tega